Danes presajamo limono, gre za citrus, ki je nekoliko podhranjen, 5 let je bil v isti posodi. Zdaj smo ga pa osvežili s svežo, novo zemljo, to tudi rabi, ker se vidi tudi po listih. Pozna se že rahla kloroza oziroma bledica, pomanjkanje je tudi hranil, tako da zemlja je bila več kot potrebna. Vidimo, da je ta substrat kakovosten, posebej primeren za citruse, kajti citrusi zahtevajo posebno zemljo. No, kako smo to naredili? Pa naj povem, da pri tako stari limoni je potrebno kar nekaj mišic. Jaz sem najprej sicer posodo prevrnil, tukaj se vidi tudi ostanek zemlje in pa nekaj spodaj drenažnega materiala. To je pač ostalo. Pri tako veliki posodi, ko mi ne želimo povečati nove posode, ampak ohranimo obstoječo, pa je treba zemljo v območju korenin nekoliko zrahljati. Pri tem pa seveda paziti, da korenin ne poškodujemo prekomerno. Jaz sem za rahljanje korenin uporabil zelo priročen trirok. To je primerno tudi za okopavanje vrta, visoke grede, in pri limoni mi je to zelo pomagalo, kajti zemlja v posodi je bila močno zbita in treba je bilo nekoliko razrahljati, da smo potem lahko dodali zemljo tudi ob straneh, kajti tukaj je zelo malo prostora za presajanje, pa smo uporabili zemljo komposana za citruse. Ta zemlja je pač idealna za te rastline, ima posebej prilagojena hranila za rast in pa tudi za plod. Zelo dobro jo je dodati, ima specifično sestavo, tako da za citruse uporabite zemljo, ki pomaga, da se vaši citrusi obrastejo bolje. No, na dno posode smo najprej dodali filc, da glinopor se ob premikanju ne raztresa, ko jo premikamo v prizemovališče. Potem je ta drenažni material visok tam 3 do 5 cm, kajti limona, mandarina, kumkvat in ostali citrusi ne marajo zastajanje vode. To je potrebno narediti pri vsakem citrusu, ki ga presajamo. Potem pa smo dodali še filc nad drenažni material, to pa zato, da se zemlja ne meša v spodnje plasti. Kar se tiče nove plasti zemlje, smo dodali približno slabih 10 cm zemlje na dno. Posoda se bo še nekoliko sesedla, ob straneh pa pravzaprav smo dodajali zemljo na ta način, da smo posodo, ker je ne moremo dvigniti, malo po domače potolkli. Uporabimo lahko tudi manjšo macolo, takrat se zemlja bolj fino enostavno sprošča ob strani v nižje plasti in na ta način smo osvežili to limono z novim substratom tudi ob straneh. Je zdaj že nekoliko vroče, konec pomladi, začetek poletja, ampak vseeno, ko imamo rastlino v posodi, je treba paziti na to, da ne ostanejo ob takem pomanjkanju hranil še kakšno leto. Tako se bo letos še lepo obrasla tudi z novimi poganjki. Sicer nekaj časa traja, kakšen mesec bo rastlina bolj stagnirala, potem pa se bo vrasla z novimi koreninami in to je tisto ključno, kar je pomembno, je začela z vegetacijo, se osvežila in tudi lepše napredovala v rasti. Tako da take limone, ki so nekoliko večji loncu posodi, bi jaz kar redno dodajal zemljo, tam na približno 3 leta, vsako leto res ne moremo tega delati, če pa mine že 5 let, tako kot tukaj pri nas, pa enostavno je to nujno potrebno, kajti korenine so se prerasle preko celega lonca in to je bilo nujno narediti. Ko mi zamenjamo zemljo, pa to še ni konec. Ta zemlja, ta substrat za citruse zadostuje približno 6 do 8 tednov.
to je mesec in pol, dobre 2 meseca, tako da potem naknadno pa je potrebno še dognojevanje. Jaz priporočam kar dognojevanje s tekočim gnojilom, ki ima 100% naravno sestavo. To je Kompo bio tekoče gnojilo za citruse. Ima zelo dober dozator, tako da tukaj lahko odmerimo za liter in pol in pa 2 litra. Imamo zelo enostavne oznake, tako da mi bomo zalili z 10-litrsko zalivalko, dodali 5 zamaškov 2-litrskih in enostavno na ta način pomagali temu citrusu, tej limoni. Imamo posejene pa tudi mandarine, pomaranče, posebej Zorica rana, enostavno je odlična mandarina, ki zelo dobro rodi, tudi rodi na prostem, tukaj na Dolenjskem. To pa je limonovec sorta Majer, ki tudi je primerna za gojenje v posodah, nekoliko manjše rasti. V prihodnjih letih bomo odrezali še te poganke, ko se rastlina spodne, da jo bomo lažje premikali in bomo krošnjo formirali bolj v tem zgornjem delu. Tako da, kar se tiče gnojenja, pa naj povem, da tudi to gnojilo vsebuje hranila za rast, hranila za plod, to je predvsem kalij, in pa mikroelemente za bolj zelene liste, tam kjer so listi taki rumenkasti, enostavno jim manjka teh elementov. Z gnojenjem, dognojevanjem dosežemo tudi ta učinek, da je rastlina bolj zelena, hkrati pa nastavimo tudi več nastavkov za plod in tudi na koncu imamo več pridelka. Ta limonovec in ostali citrusi pri nas prezimujejo v garaži, ki je povsem ločena od objekta, ni ogrevana in na ta način pravzaprav tudi ne odvrže listov in so rastline, glede na to, da niso bile pretirano oskrbovane, v dokaj dobri kondiciji. Zdaj, ko jih bomo presadili in pa tudi redno dognojevali, pa zagotovo bo ta limona lepo napredovala v rasti in bomo v prihodnjih letih tudi še bolj zadovoljni s pridelkom. Tako, to je bilo nekaj o presajanju limone v večji posodi. Gre za limono, ki je stara 5 let. Če ste na Primorskem, lahko citruse gojite tudi zunaj. Takrat kompost, sana zemljo za citruse dodajte kar v sadilno jamo, ki je 2-krat večja od posode. Citruse pa je treba nujno presaditi tudi takoj po nakupu iz trgovine, kajti takrat so posajeni v te transportne lončke, ki so zelo majhni in nujno potrebujejo interventno presajanje. Takrat jih tudi lahko prikrajšamo tam na višino približno 60 cm, da se nekoliko niže razraščajo s temi stranskimi poganki. Kar se tiče pa ostalih citrusov, takrat, ko je rastlina še manjša, pa do nekaj let povečujemo volumen posode, potem pa pridemo na tako trajno velikost, kajti izbrati moramo posodo, katero je še mogoče premikati. Za to limono sta potrebna dve moški roki, da jo premakneta in na ta način je še mogoč transport v prizemališče, kjer normalno prezimi. In to je pravzaprav tudi vse o presajanju citrusov v kontinentalnem delu, nekoliko starejše limone. Želim vam dober pridelek in vse dobro z delom citrusi.